Še tretje gostovanje v švedski prestolnici v zadnjih 5 letih po AEK-ju in Hammarbiju na vrsti Djurgården v prvi tekmi play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo. Ekipa, ki sta se ji pridružila tudi Martin Milec in Jojo Iličić po odpravljenih rahlih težavah, je po sredinem dopoldanskem treningu v Ljudskem vrtu prek graškega letališča odpotovala v Skandinavijo, v švedski prestolnici pa se spoznala z prizoriščem obračuna prvega od dveh v zadnji fazi tega dela tekmovanja. Prijetno ozračje, bolj prijetno kot na zadnjih evropskih gostovanjih, obenem pa tudi nekoliko bolj zahtevne okoliščine, namreč umetna igralna površina na Tele2 areni, ki pa so jo nekateri izmed mariborske odprave pred 3 leti v dvoboju proti Hammarbiju že izkusili. Med njimi takrat sicer še ni bilo Maksa Barišića. Prizorišče je odlično, temperatura je super, moramo se prilagoditi čim prej tudi na igrišče in jaz sem siguren, da bomo vsi dali vse od sebe in celo kaj več tega. Vsi vemo generalno, kakšni so Skandinavci, ampak mi poznamo, smo analizirali vse njihove prednosti in slabosti, kje moramo paziti, kje pa lahko izkoriščamo. In nič na nas je, da damo vse od sebe in da skoncentrirano in s popolno agresivnostjo tudi mi odgovorimo na ta njihov slog. Po kratkem spoznavanju prizorišča v četrtek ob 19. zares prva tekma na Tele2 areni, torej v četrtek ob 7. Djurgården Maribor za pozitiven rezultat in dobre temelje za povratno tekmo, ki bo prihodnji četrtek v Ljudskem vrtu.